Spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. V svetu nenehnega hitenja in raztresenosti je le malo priložnosti, da bi človek v miru in iskrenosti pred seboj in pred Bogom pregledal svoje življenje. Kako pomembno je, da si večkrat vzamemo čas in premišljujemo o smislu svojega življenja, o cilju, ki nam ga je postavil Bog, in o poteh, po katerih hodimo. Dogodki, za katere smo mislili, da so že utonili v pozabo, so nam spet blizu. Neozdravljene duhovne rane se odpro. Hudo nam je za vse tisto, kar ni bilo v skladu z zapovedjo ljubezni, tako v odnosu do Boga, kot do bližnjega in samih sebe. Prav v takih trenutkih nam Kristus v zakramentu sprave ponuja svojo roko ljubezni, je lepo zapisal frančiškanski pater Silvin Krajnc. V naši oddaji govorimo o ozdravljajoči moči zakramentov. In vesel sem, da bomo danes pregovorili o zakramentu sprave, o sveti spovedi. Z nami je ponovno teolog, magister Boštjan Hari. Dobrodošli znova v naši družbi. Hvala lepa, z veseljem. Gospod Hari, kakšen pomen ima zakrament sprave v odnosu Boga do človeka? V odnosu Boga do človeka, to je, lahko bi rekli, kakor v odnosu med otrokom in sinom, med očetom in sinom, ko oče daje sinu še eno priložnost. Zakaj to omenjam? Zato, ker Bog nam prvič odpusti grehe že pri svetem krstu. In ker mi zaradi svoje nevednosti, šibkosti, slabosti, neznanja in podobno, žal zapadamo v greh, na stran pot, storimo tak ali drugačen prestopek, tako kot otroci, ko odraščajo. In oče, ki ima več spoznanja, oče, ki ima več tudi razumevanja, govorim iz človeškega vidika, se zaveda, da otrok ne more kar čez noč vsega dojeti, razumeti, kako bi rekel, si prizadevati za to, da bi se lahko izogibal vsem možnim skušnjavam. Tako da v bistvu gre za to, da Bog se zaveda naše krhkosti in v svoji neizmerni ljubezni nam daje še eno priložnost in ne nazadnje do zadnjega diha imamo priložnost, da vedno znova, ko nam spodleti, ko pademo hote ali ne hote, če se res v srcu, če nam je res žal, če res globoko obžalujemo, nam je vedno znova pripravljen odpuščati in nas s tem očiščevati tega bremena krivde. Tako kot je tudi človeku naložil, pred kratkim smo brali in poslušali v Božji besedi, kolikokrat, Gospod, naj odpustim svojemu bližnjemu, če greši proti meni? Do 7-krat? Ja, do 70-krat, 7-krat. Torej zmeraj, tako je Bog pripravljen odpuščati tudi nam. Tako, ja. Kdaj je Kristus postavil ta zakrament? Vemo, da je v vseh 7 zakramentih Jezus Kristus živo navzoč. Še posebej seveda po vstajenju, ko piše tam v Janezovem evangeliju, da je dihnil v svoje apostole in jim je rekel, prejmite svetega duha, z drugimi besedami, sprejmite ta dar, ki vam ga dajem, ta dar svetega duha. In takrat jim je on naložil v bistvu službo sprave, takrat jim je on naložil to poslanstvo, to nalogo, da odpuščajo grehe. Ko jim je rekel, komur grehe odpustite, so jim odpuščeni, komur jih zadržite, so jim zadržani. Potem imamo tudi recimo v drugem pismu Korinčanom, Pavel pravi, da je nam, s tem misli nam apostolom, Kristus naložil službo sprave. Se pravi, gre za to, da v tem zakramentu je duhovnik tisti posrednik, je tisti, po katerem Kristus sam deluje in želi spravljati, se pravi pomirjati, zopet združevati, zedinjati v eno vernike samim Bogom in z njegovo cerkvijo. Torej, zakrament sprave je
dar velikonočni pravzaprav vstalega Kristusa. Tako. Kaj človeku prinese opravljena sveta spoved? Ne? Zmeraj nekaj računamo. Ne? Ja, res je. Sej nenazadnje, mi ljudje smo tako ustvarjeni, da počnemo stvari, v katerih vidimo neko korist in nek motiv, nek dober motiv nas vleče. In prav je, da tudi iz tega stališča, bi rekel, pristopamo, nenazadnje. Ne? Je to tudi neka motivacija, ne, za človeka? Tako, ne, kajti če kdo res sebi želi dobro, se pravi, da želi poskrbeti oziroma si prizadevati, da pride do miru v sebi, da se reši občutkov krivde, da se reši razbolelih čutenj, čustev, da se reši raznih negativnih moči negativnih misli, želja, čustev, besed, dejanj, vsega tega bremena zla. A ne, če res želi poskrbeti zase oziroma si želi dobro, se želi tega rešiti. A ne, zato je v bistvu en velik privilegij, ki ga imamo mi katoličani. Nenazadnje že tale švicarski znani psihiater Carl Jung, ki je bil sin pastorja, je rekel, da je prepričan, da katoličani veliko manj zbolevajo za raznimi psihičnimi in psihosomatskimi boleznimi, ravno zaradi tega, ker imajo zakrament sprave, zakrament spovedi, kjer se rešijo krivde. Če ga pridno uporabljamo. Ne? Točno tako. Ta pogoj je zelo pomemben. Tako da Božja ljubezen je vedno na voljo za odpuščanje, popolno odpuščanje, ampak ne brez mojega sodelovanja. Torej, moram jaz biti iskren, povedati, poimenovati in priznati, in super pa je še, če res tudi to obžalujem, da je v meni res globlje, kot je kesanje v meni, bolj kot sem iskren, bolj me bo ta Božja ljubezen očistila in oprala tega bremena in potem tudi v meni ozdravila posledice teh grehov, ki sem jih storil. Največkrat slišimo, da je zakrament sprave, svete spovedi namenjen duhovnemu ozdravljenju in posvečenju. Ali je res samo to, ali še kaj več? Daleč od tega, da je samo to, recimo vidimo v Markovem evangeliju oziroma pri vseh teh treh evangelistih sinoptikih, ki navajajo zgodbo, da so Jezusu prinesli hromega. In ta zgodba je izjemno bogata. Jaz bi samo ene par stvari izpostavil. In sicer oni so mu ga prinesli s željo, s hrepenenjem, da bi ga Jezus ozdravil telesne paralize. Medtem ko Jezus vse te ljudi preseneti, ko piše evangelist, da je videl vero v teh štirih, ki so imeli vero, ki so imeli torej zaupanje, da Jezus ga lahko zdravi, če želi, da ima to moč, da ima to sposobnost, da ima to zmožnost. In ko Jezus videl to vero v njih, se obrne k temu fantu in mu reče: otrok, ali lahko to prevedemo tudi sinko, bodi pogumen, odpuščeni so ti grehi. Torej, kaj hočem povedati? Da je očitno v tem primeru bil vzrok za njegovo telesno paralizo, za njegovo telesno ohromelost v duhovni ohromelosti. Torej, njegov duh je bil bolan. Ne? Z drugimi besedami, imel je določene grehe v sebi, ne vemo katere, in krivda ga je razjedala in razžirala. In mi vsi, ko čutimo krivdo, ko nekaj slabega storimo in nam vest očita, čutimo, kako je naš želodec recimo obremenjena. Ne? Potem lahko tudi naš prsni koš ali pa se te posledice krivde, kje druge še lahko, recimo v glavobolu ali kjerkoli že, pojavijo. Tako da v prvi vrsti je to zakrament duhovnega ozdravljenja, se pravi, moj duh zopet ozdravi, ni več bolan, oživi. Bog me razbremeni krivde, me razbremeni tega zla, nenazadnje on ga dobesedno uniči, da ga ni več v meni, in potem v meni ozdravlja tudi vse tiste posledice, ki jih je greh povzročil, in to so lahko tudi na telesni ravni. In če dovolite, samo še en primer bi izpostavil. Recimo v Janezovem evangeliju v 5. poglavju beremo, da je Jezus, ko je prišel v kopel Betesda, to je v bližini Jeruzalema, je bilo tam neke vrste zdravilišče, tako pogansko, in tam so bili bolniki, in tam je bil
človek, ki je bil 38 let bolan in Jezus gre do njega, ga vpraša, bi rad ozdravel. Ampak v izvirniku v bistvu pomeni, da ga Jezus vpraša, bi rad popolnoma ozdravel. Kajti angel, ki je vzburkal vodo, in tisti bolnik oziroma pacient, ki je prvi skočil v bazen, je bil ozdravljen samo katerekoli telesne bolezni. Medtem ko Jezus ga vpraša, bi rad ti popolnoma ozdravel, angel ni prinašal odpuščanja grehov. In ko ga Jezus ozdravi, ga potem išče in ga tudi najde v templju, kajti ima za njega pomembno sporočilo. Samo na 2 mestih v evangelijih vidimo, da Jezus tega, ki ga ozdravi, ga poišče. Očitno je to je bilo nekaj zelo pomembnega, ker mu je hotel posredovati sporočilo, vidiš, ozdravel si, ne greši več, da se ti ne zgodi kaj hujšega. Izjemno pomembno sporočilo. Izjemno. Tako da jaz sem prepričan, da je ogromno bolezni, nazadnje tudi medicina govori, da je 80% nekje psihosomatskih bolezni ima izvor, 80% vseh bolezni je psihosomatskega izvora in med to tudi spada krivda. In pod krivdo je greh. In še marsikaj zraven, tako da pa seveda sovraštvo, jeza, bes, maščevalnost, vsa ta težka, boleča, negativna čustva, bi rekli tako ljudsko preprosto. Tako da Božje odpuščanje je izjemno zdravilno in še zdaleč ne samo na duhovni ravni, ampak tudi na psihični. Zanimivo, zagrebški karizmatik, sedaj že pokojni profesor dr. Tomislav Ivančič, je zelo poudarjal, da je greh kot duhovna bolezen v človeku rak. Tako, ja. In lahko se zgodi, če se ne osvobodimo v zakramentu svete spovedi, da bo prešla na človekovo psiho in fizično telo. Točno tako. In to se žal dogaja. Zato predstavljajva si, recimo, da se odloči, to bi bil idealen scenarij, zdaj v postnem času, da bi šlo 6 milijard, recimo, ljudi odraslih k temeljiti spovedi. Da bi pustimo otroke, tam do 6-7 let starosti, njim še ni treba, ker nimajo še osebnega greha, recimo, ampak vsi ostali nad 7 letom, da bi temeljito si izprašali vest in vse svoje nečiste, negativne misli, nečiste želje, sebične želje, grešna dejanja, besede, da bi to temeljito si izprašali vest in da bi res globoko to obžalovali in iskreno vse Bogu priznali v zakramentu sprave, to bi pokalo po šivih na tem svetu. To bi dobesedno bi se zgodilo to, kar se je zgodilo na križu, ko je Jezus dobesedno takrat odvzel vse grehe sveta nase in to bi se zopet tu zdaj zgodilo, da bi on odvzel vse te grehe kot neke vrste smetar, ki odnese samo tiste smeti, ki mu jih mi prinesemo oziroma zapustimo v kontejnerjih in to bi bila revolucija. To bi človeštvo bi bilo popolnoma spremenjeno. Dovolite, da podam eno opombo ob tem, ko ste dejali, da otrok do 7. leta starosti nima osebne krivde. Pred leti sem obiskal avstrijsko mistikinjo Marijo Zima in mi je povedala, ker so jo duše iz Vic obiskovali toliko desetletij, da jo je obiskal tudi neki otrok, ki je bil v Vicah in sicer manj star, kot ste vi rekli, manj kot 7 let. In sicer zato, ker je, mislim, da svoje sestrici raztrgal punčko. On se je zavedal, da to ni prav in je že imel osebni greh in krivdo. Tako da verjetno bi se tu dalo še razmišljati. Morda cerkev uradno uči tako do 7. leta, vendar pa, če se otrok zaveda svoje krivde, že ima. Se strinjam. To očitno je, lahko rečemo tudi tako, nekako cerkev pravi, 7 je splošno. Kdaj pa posameznik to razsodnost dobi, je pa od človeka do človeka, od otroka do otroka. Nekdo je prej, se mu razvijajo možgani in to zavedanje, pri nekaterem malo kasneje. Tako da se popolnoma strinjam. Čim se zavedaš, potem že imaš greh. Že imaš greh. Kateri so glavni pogoji, gospod Hari, za dobro opravljeno spoved, da je spoved veljavna?
Prvo je, da se globoko kesanja, ne, oziroma kesanje. Torej, to pomeni, da jaz obžalujem. Zdaj, danes je eden velikih problemov v sodobni družbi, da mnogi pravijo, ja, jaz ne čutim, da je to greh. Jaz pač ne čutim. To je bolj, bom rekel, izražanje ženske populacije. Medtem ko moški rečejo, jaz mislim, da to ni greh. Torej, ljudje se velikokrat sklicujejo na svoje razmišljanje, na svoje mišljenje oziroma na svoje lastno čutenje. In gre se za to, da ne glede na to, kaj jaz čutim ali kaj jaz mislim, da se podredim Božjem zakonu, Božjemu nauku, Božji besedi, ki jasno razlikuje med tem, kaj je greh, kaj ni greh, kaj je dobro, kaj je zlo. In če že v meni ni globokega kesanja, ne, če že v meni ni obžalovanja, da kljub temu to vsaj priznam. Temu rečemo, to je nepopolno kesanje. Torej, človek si sam sebi ne more postavljati merila za to, kar je greh ali ni, ne? Bog ga je postavil v Božji besedi, v zapovedih, tako da to je merilo. Tako, nismo mi kriteriji, a ne, samemu sebi. In zato spodbujam vse vernike, tudi če ne čutijo, tudi če ne mislijo, dajmo to ob stran, ni to bistveno. Če je Jezus izrekel, da je to greh, oziroma Bog sam, potem se moramo ponižati, sprejeti to in to priznati, ne glede na to, kaj čutim ali kaj si mislim ob tem. Ne? Tako da kesanje je prvi pogoj. In je tudi bistveni, kajti globlje kot je v meni kesanje, bolj ko obžalujem, bolj ko sem iskren, bolj se Bogu odpiram in več prostora on v meni dobiva in bolj me očiščuje, bolj me osvobaja in bolj me ozdravlja in nenazadnje postajam bolj notranje miren, radosten, razbremenjen, svoboden. Tako da, torej, kesanje je prvi pogoj. Drugi pogoj je, da pristopam z vero, da mi Bog želi odpustiti in da mi on vse odpušča, kar ga prosim odpuščanja. Tako tu bi rad poudaril tudi eno stvar, da recimo nekateri, danes je tudi zelo popularno govoriti, ja, sej Bog je dober, Bog vse odpušča, Bog je ljubezen, to je vse res, ampak njegovo odpuščanje je neskončno, ni pa brezpogojno. Torej, brez mojega sodelovanja on ne odpušča. Kdaj Bog odpusti? Takrat, ko mu jaz ta greh priznam. Tako. Če mu ga jaz ne priznam, on ga ne odpušča. Torej, on ni zastonjsko in brezpogojno odpuščajoč. Ne, je pogoj. Se pravi, jaz kot posameznik moram izpolniti pogoj, da najprej da obžalujem, kolikor pač je v moji moči. A ne? Lahko dobro bi bilo, da bi tudi prosili za dar kesanja. Nič nam ne bi to škodovalo. Potem pa, da smo iskreni in da priznamo in samo tisto, kar Boga prosimo odpuščanja, to je odpuščeno. No, zanimivo, da je tudi Bog človeku pravzaprav dal enako navodilo. Ne? Jezus pravi, če tvoj brat proti tebi pogreši in reče, žal mi je, mu odpusti. Ja. Ne? Se pravi, to obžalovanje tudi v naših odnosih med sebojnih, ko drugega prizadevamo z takšnimi in drugačnimi grehi, je očitno tudi za Boga zelo pomembno. Ni odpuščanja v resnici brez kesanja obžalovanja. Tako, točno tako. In veste, kaj je zanimivo? Da v krščanstvu je vse tisto, kar je, bova rekla, nadnaravno, se da razumeti skozi naravne poti. Kaj hočem povedati? Kar nas Bog uči, ko damo v medčloveške odnose, je enako. Ne nazadnje, ko jaz nekoga prizadanem, še posebej ljubljeno osebo, mi je žal, me krivda razžira. In potem, ko prosim to osebo odpuščanja, čutim osvoboditev. Čutim, da sem se osvobodil teh težkih občutkov krivdo. Še posebej, če ta oseba potem to odpuščanje tudi sprejme, ne da me rani recimo nazaj, ne? Da mi očita, sem ti rekla, sem ti rekel in v glavnem, da ga ne sprejme. Ne? Tako da vse, kar nas Bog uči, se manifestira oziroma se kaže v medsebojnih odnosih. Tako da, mogoče samo, da še zaključim, kateri so še pogoji, torej, vera v Božje odpuščanje, priznanje, potem pa tudi, a veste, mnogi ljudje ne vedo, da ne moram jaz
iti k spovedi, priznati Bogu grehe, določene pa zatajim. Drugo je, če se jih ne spomnim, če se jih ne zavedam. To ni problem, Bog vse odpušča takrat. Ko se jih spomnim, ko se jih zavedam, sem povabljen, da jih naslednjič potem izpovem, če jih nisem, ker jih nisem tokrat. In torej, če nekdo pove določene grehe, nekatere pa reče, o tem ne bom govoril, a veste, kaj je najbolj zanimivo? Da noben greh potem ni odpuščen, kajti Bog odpušča vse ali nič. Mi sicer dobimo odvezo. Se pravi, človek, spovedanec, ne sme iz sramu, iz strahu ali kateregakoli drugega razloga zamolčati nekega težkega greha, sploh, ne? Sploh težkega. Ker potem je spoved neveljavna. Točno tako. Noben greh ni odpuščen. Tako, kljub temu, da on dobi odvezo, grehi niso odpuščeni. No, duhovnik reče... Veste, ker z Bogom se ne moremo se z njimi igrati, ne moremo manipulirati, ne moremo... dobro, lahko so neki... ne vem kakšni razlogi, ne, da mogoče ravno temu duhovniku ne želi in tako naprej. Ampak duhovnika lahko prevaramo, ne? Ja, Boga ne moremo. Tako, točno tako. Ne. Zato nekdo, ki je to storil, ne, ga tukaj v oddaji povabimo, da naj ponovi in naj potem naslednjič pove tudi vse. Ne, kajti, kot rečeno, Bog ne odpušča delno. Ne, Bog ne odpušča ta in ta greh, ja, tega in tega ne. Ne. Vse ali nič. Ne? In zato nas tudi spodbuja, ker nas on ne obsoja, ker ne gleda na nas grdo, ker ni z odprtimi rokami nas čaka in je res ljubeči oče in od nas želi samo tisti minimum, da iskreno mu izpovem, mu priznam te svoje prekrške. Glede, tako pogosto slišimo koga, ki reče, kaj naj sploh povem pri sveti spovedi, ne? Kaj bi vi rekli, katero je najboljše merilo za dobro izpraševanje vesti, za pripravo na sveto spoved? Recimo, tako bova rekla, ne, da 10 zapovedi je nek okvir. Ampak v 10 zapovedi se mora posameznik res poglobiti, kajti ne ubijaj ni samo ubiti fizično, moraš iti globlje, torej se moraš na podlagi drugih odlomkov iz Svetega pisma ali najlažje s pomočjo katekizma katoliške cerkve ali kakšne druge literature, ki govori na to temo, da se poglobim v posamezno zapoved, da potem res spoznam, ne, in sebe proučujem v luči teh besed. Torej v premišljevanju Božje besede nekako človek svojo vest tudi uravnava pravilno, ne? Tako. Potem druga pomoč je recimo Jezusov govor na gori. A ne, tam gre že globlje, tam že on razlaga, kaj je ne ubijati, a ne? Da se ubijanje začne pri jezi, a ne? In zato on gre že k jezi, ko pravi, a ne? Da vsak, ki se jezi, a ne, na svojega brata, še posebej, če je zaman po krivici, a ne, mora priti pred sodišče, a ne? Če ga pa celo užališ, a ne, in mu rečeš, da je norec, se pravi, da je brez pameti, pa si zaslužiš, da prideš pred veliki zbor, zato da se boš zagovarjal tam, zakaj si to rekel, kaj je tvoj motiv, da si to rekel. Ne? Skratka, in Jezus hoče povedati, ne, da ubijanje fizično se začne že v mojih negativnih mislih in čustvih. Tako da govor na gori je že globlje izpraševanje vesti, lahko rečeva. Ne? Potem pa veste, kaj je še zanimivo, da ko pa gremo, če hočemo še globlje, na nek način lahko rečemo, pa da se lotimo 7 glavnih grehov in 7 kreposti. A ne, se pravi nasprotje napuha, ponižnosti. Tu je pravzaprav sedaj vse. Se pravi, v 10 zapovedih, 7 glavnih grehih. Tako, in pa govor na gori Jezusova. Ne? Blagri. Tako, blagri in tudi ostalo. Se pravi, 5., 6., 7. poglavje Matejevega evangelija. In kdor res želi temeljito si izprašati vest in se rešiti vsega tega zla, vse te navlake, ki jo ima v svojem telesu in duši, in se res tega osvoboditi, očistiti, je povabljen, da si na podlagi teh 3 temeljito izpraša vest. Koliko nam lahko tudi spovednik pri spovedi pomaga, da bi se dobro spovedali svojih grehov? Zelo dobro bi bilo, a ne, in hvala Bogu, nekateri to počnejo, da samo zastavljajo vprašanja. A ne, naprimer, ali čutite, a ne, ali pa mislite, da imate še zamero do koga?
a ne, če spovedanec o tem ne govori, a ne, in mu s tem pomaga. Vas je kdo prizadel? In recimo spovedanec odgovori, ja, da ga je. In kaj čutite ob tem? Kakšne misli vas napadejo ob tem? Kakšna čutenja se vam prebujajo? Kaj ste vi potem, ko ste bili prizadeti, storili? Ne? Kako? Skratka, z vprašanji, je pa res, da to vzame več časa. Da to takrat, ko ni recimo neke vrste, lahko spovednik popolnoma nevsiljivo samo pomaga k globljemu spraševanju vesti, bi bilo pa zelo dobro, da bi recimo v adventnem in postnem času ob nedeljah, ko je dosti ljudi pri maši, da bi se ljudi že pripravljalo na spoved. Lahko v luči 10 božjih zapovedi, kot rečeno blagro oziroma Jezusovega govora na gori, ali v luči kreposti in glavnih grehov. Tako da bi ljudje potem bili pripravljeni. Kaj povzroči v nas iskreno kesanje nad svojimi grehi? Iskreno kesanje dobesedno je kot neke vrste, da ko človek skoči v vodo popolnoma umazan, predstavljajmo si, da je nekdo, ne vem, delal na smetišču ali na nekem umazanem kraju ves dan in je umazan in smrdi in komaj čaka, da se očisti vse te umazanije, in potem skoči, ne vem, bodi si doma pod tuš ali v neko jezero ali v morje, če je to poleti, in je popolnoma opran tega. Tako da globoko kesanje v bistvu tako globoko privlači Boga, to kesanje, da mu je pripravljen ga popolnoma očistiti, ga oprati, in nenazadnje to zelo, zelo, zelo vpliva na psihofizično počutje in zdravje. Kajti človek je popolnoma razbremenjen vse krivde in pride mir v njegovo glavo, se pravi v ta mentalni, umski svet, torej misli se umirijo, ni več tistih težkih, obremenjujočih misli, potem na čustveni, na notranji ravni se popolnoma sprosti. Skratka, globoko kesanje je res, to je, kako bi rekel, glavni pogoj, ki ga človek izpolni, in na podlagi tega me Bog izjemno nagradi. Sedaj velikokrat spoved razumemo kot, da gremo v spovednico, se izpovemo svojih grehov, odložimo svoja bremena in potem se vračamo na stare poti. Ja, padamo v iste grehe. Kaj Bog pravzaprav tu pričakuje od nas? Tu je zelo pomembno, da mogoče mnogi verniki niti tega ne vedo, da če v meni ni trdnega sklepa in želje in odločitve, da se želim poboljšati. Torej tudi spoved verjetno ni veljavna. Ni veljavna. Torej nekateri pač niso poučeni. Brez iskrenega kesanja in trdnega sklepa, da se boš poboljšal. Torej spreobrnil. Tako, spoved ni veljavna. Niso mi odpuščeni grehi. Tako da zopet, kot sva že prej govorila, Boga ne moram zasmehovati in ga vleči za nos. Ali pa iti k spovedi s figo v žepu. Zdaj se bom izpovedal, potem pa bom nadaljeval isto. Ne gre to tako. Ne gre, torej tudi spoved v tem primeru ne bi bila veljavna. Ne. Zelo pomemben je trdni sklep, torej odločitev, da se bom boril, in nenazadnje mi to v molitvi kesanja tudi izrečemo. Trdno sklenem, da se bom poboljšal, pomagaj mi svojo milostjo. Amen. Se pravi, jaz se odločim sam, hkrati pa prosim Boga, naj mi da svojo moč, naj mi da svojo milost, da bi lahko se boril proti vsem tem skušnjavam, v katere bom v vsakdanjem življenju potem prej ko slej padal, oziroma lahko padal, se jim približeval. Pred kratkim sem bral neko zasebno razodetje, ko neka oseba, ki je bila na drugem svetu, pravi, da je naletela na zelo hude težave, prav zaradi tega, ker ni resno vzela zakramenta svete spovedi. Je hodila k spovedi sicer redno, ampak ni imela volje, da bi se poboljšala. Ja. Ampak je živela naprej kot do svete spovedi. In tu je bil problem.
ker zaradi tega tudi potem spoved ni učinkovita. Ne? Kajti na enem izmed najnih srečanj sva že prej govorila, ne, da učinki zakramentov so odvisni od prejemnikove razpoložljivosti. To pomeni, če v tem dotičnem zakramentu, če v meni ni kesanja, nisem dovolj dobro razpoložljiv, če ni iskrenosti, če ni ponižnosti, če ni vere v Božje odpuščanje, če ni trdnega sklepa in odločitve, da ne želim več teh grehov, če ni hvaležnosti Bogu, skratka, če ni vsega tega, potem jaz nisem razpoložljiv dovolj dobro, sem lahko samo delno razpoložljiv in Bog, Božja milost, Božja moč, Božja ljubezen deluje v polnosti na podlagi moje razpoložljivosti. Deluje vedno, tudi če jaz nisem najbolj razpoložljiv. A ne, deluje, kajti Bog ni omejen z mojo, bi rekel, z mojimi z mojo človeško odločitvijo, pa vendar velika razlika je, ali jaz dobim samo nekaj kapljic Božje milosti ali pa 100 litrov vode, kot v nekem curku, bi rekel, ali kot pod nekim slapom. Ne? Koliko nam k našemu resničnemu spreobrnjenju po opravljenem zakramentu svete spovedi lahko pomaga naložena pokora, ki nam jo pač naloži spovednik, in katera pokora je v različnih primerih priznanih grehov učinkovita? Predvsem tista, ki je zares zdravilna in ki mi pomaga k globljemu spreobrnenju. Veste, najlažje je samo dati človeku eno molitev, a ne? Pa vendar ni za vsakega to dobra pokora in zdravilna pokora. Ampak bi bilo dobro, da tudi bi se posameznika spodbudilo, da se z nekom spravi, da ga prosi odpuščanja, da je to pokora. Pred kratkim je en duhovnik razlagal, da je nekje spovedoval in da je prišla neka gospa k spovedi, mu priznala svoje grehe in tudi, da ima neke neurejene odnose s svojo sestro, in on je dal za pokoro, da jo pokliče oziroma da jo obišče in da se spravi z njo, da jo prosi odpuščanja. To bi pravzaprav bil pravi napredek, ne? Točno tako, ker namen pokore je, ne, se pravi, da jaz popravljam škodo. Ne? Če si kriv, ne? Tako, ne, materialno, itak, ne, kolikor pač lahko in da si res prizadevam, kakor tudi duhovno, ne? Tako da ni vedno samo molitev tista, ki je najboljša pokora, ampak tudi mora spovednik tukaj biti zelo, bomo rekli, pogumen, tudi ne nazadnje, in res dobro nameren, da presodi, kaj bi bilo za spovedanca v tem določenem primeru najbolj zdravilno za njegov napredek, za njegovo rast. Takšna bi torej naj bila pokora strani spovednika, ne? Ja. So spovedniki dovolj dobro o tem poučeni, tudi na teološki fakulteti, v pripravi na podeljevanje zakramentov, kajti prepogosto slišimo v spovednici to, kar ste nam sami sedaj dali za vzorec, ne, da ni dovolj samo dati Zdravo Marijo in Oče naš za pokoro, ne, če si ti pogrešil v nekih stvarih, ki bi jih bil dolžan popraviti, ne. Veste, zelo odvisno je od tistega, ki bodoče duhovnike pripravlja na to. A ne? Zelo odvisno od njega. A ne? Druga stvar je pa tudi ta, da danes, a ne, vsaj v Sloveniji jaz opažam, a ne, zelo malo duhovnikov si upa govoriti resnico. In tako pač jaz vidim, a ne. Zakaj to mislite? Veste zakaj? Jaz mislim, da je danes zaradi tega, ker je cerkev tako preganjana, ker veste, zaradi vseh teh afer, ne, ki nam jih očitajo, pa bodi si na moralnem, na gmotnem, ne, torej na materialnem področju. Če se duhovniki bojijo pravzaprav, da bi izgubili vernike, ali kaj? Ja, to je eden izmed razlogov, ne. Zato so izjemno obremenjeni, kako bi rekel, veliko je tega ugajanja ljudem. Veliko je tega, da se ne želijo nikomur zameriti. Ampak to ni ja, seveda, to ni prav, besedi, to ni prav. Potem ta trend biti všečen, biti popularen, ne,
na ta način biti sprejemljiv, ne? Biti priljubljen. A veste, to so posvetne reči. Gorje, če te bodo vsi hvalili, pravi Jezus. Točno tako. Tako da, in zato se tudi pri naših katehezah je premalo tega govora v resnici, ki izhaja iz ljubezni. Se ne gre, da mi obsojamo, obtožujemo, vi ste grešniki in ne vem kaj. Ne, ampak da ljudem jasno poveš, da moramo vsi spremeniti. In Jezus jasno pove, kaj je resnica, ne glede to, ko smo prej rekla, kaj jaz mislim, kaj jaz čutim. Tako da, in iz vseh teh, še bi lahko razloge naštevala, kaj je vse, se opaža, da žal mnogi ne upajo, nimajo dovolj poguma, niso dovolj resnicoljubni, niso pač karkoli že tukaj rečeva, tudi ne nazadnje mnogi žal strahopetni, da bi ljudem povedali to, kar morajo slišati. Tudi če je trda beseda, tudi če zaboli. In tu imajo duhovniki veliko odgovornost. Zelo veliko, zelo veliko. Verjetno, da bo lahko zanje na drugem svetu, če ne bodo pogumni in jasno soočali nas vernikov z resnico. Oni so pastirja, in pastir mora skrbeti za svojo ovco. Morajo voditi, morajo ozdravljati, mora skrbeti za to, da ovca res postane prava ovca, tista, ki res sledi pastirju. Tako da duhovniška služba je izjemna odgovornost, da ne govorimo škofovski. To je pa sploh. So ljudje, ki se bojijo, da bodo kakšne grehe pri spovedi pozabili povedati, zato si jih napišejo na kak listek in ga ponesejo seboj v spovednico. Kako gledate na to prakso? Iskreno vam povem, tudi jaz to naredim. Še zmeraj? Jaz pridem z listkom, zato ker si ponavadi delam na tem, da si temeljito izprašam vest in potem grehov niso samo 3, 4, ali jih je 10, 15, 20, ko vse svoje misli poskušam analizirati, svoja čutenja, besede, vedenje in tako naprej, in je tega materiala kar nekaj. Tako da res tudi meni to pomaga, zato da nisem tam obremenjen, kaj je še, kaj ni, kaj... Ali pa obremenjeni po sveti spovedi, da ste kaj pozabili. To je pa drugo, kajti če sem jaz kaj pozabil in sem imel namen, je to kakor da bi izpovedal, ker Bog moj namen upošteva. Je to že vključil. Tako, on gleda moje srce in moja želja, moj namen je bil, torej to je. To je že vključeno, kar pa ne pomeni, da ni dobro, da naslednjič, če nisem povedal, da to poimenujem. Kajti zakaj? Veste, poimenovanje je izjemno pomembno. Ker ko jaz poimenujem, točno določen greh identificiram in to zlo, ki je za njim, pač me mora spustiti. In se tudi razbremeniš. Tako, in v bistvu nekateri mistiki, sicer to bi rad še sam raziskal, samo nekje sem slišal in kako bi rekel, me je zelo pritegnilo, da so imeli videnje te posebne osebne sodbe pri posamezniku, kako naj bi to izgledali. In tam je tudi hudi duh, ki me obtožuje, češ recimo v mojem primeru, Boštjan je, ne vem, lagal, je to delal, je to. In mi pove vse tiste grehe, ki jih jaz nisem izpovedal. Kajti vse tiste, ki sem jih jaz izpovedal, mi je Bog že odpustil in se jih ne spominja več in on mi več ne more očitati. Torej, dobra spodbuda, da si prizadevamo za to, da identificiramo, da poimenujemo konkreten greh z imenom, ne na splošno. Ne na splošno. Recimo, prav na področju spolnosti so lahko grehi zelo na splošno poimenovani. Jaz sem imel nečiste misli, sem to, ne izpostavim pa, ne vem, da sem kot poročen mož, varal svojo ženo v mislih, v svojih željah, da sem gojil pohoto v sebi, da sem, ne vem, imel neke spolne fantazije. Saj ni treba iti, ne vem kako v detajle, ampak dobro je poimenovati. Zakaj to govorim? Zato, ker tudi pri molitvih za osvobajanje se kdaj hudi duhovi sami povejo, kdo so in kaj so in poimenujejo konkretno.
Tako da je pomembno, pravzaprav Zelo, zelo iz je tega pomembno, lahko ne. vidimo, da za vsakim grehom stoji neki hudi duh. Ne? Točno tako. Ne? In zato smo res spodbojeni. Ne nazadnje, Jezus tudi sam poimenuje, ne, iz človekovega srca izhajajo nespamet, napuh, ljubosumje, zavist. On našteva. Ja, Ne? On zanimivo. ne reče samo na splošno grehi. Zanimivo, pred nekaj dnevi sem srečal starejši par, ki smo jih spodbudili, da naj opravita dobro spoved, ne? Kajti bila sta zelo obremenjena, nista mogla spati in tako. Ne? In sedaj po opravljeni spovedi vsa vesela in pravita, spala sva prvič kot angelčka. Ja, Bogu hvala. Evo. To pomeni, v resnici nas lahko ti duhovi po naših grehih tudi vznemirjajo, bremenijo, mučijo. Dobesedno mučijo, trpinčijo in seveda to vpliva in na naš apetit, na na delovanje organizma, na naše spanje, počutje, vse to. Kaj se zgodi, če denimo živim v izvenzakonski skupnosti, na koruzi, ki je danes tako aktualna, ne? Ob tem pa seveda ne morem k sveti spovedi, če živim redno tako, hodim pa k obhajilu. Ja, zdaj seveda lahko grem k sveti spovedi, ampak se moram odločiti, da več ne bom tega počel. Ne? Se pravi, gre se za to, da ne smem živeti v stanju greha, ne? Ker stanje greha ravno to opredeljuje, da jaz živim v okolju, kjer sem nenazadnje stalno izpostavljen grehu in še posebej velikemu, ne, smrtnemu grehu. To je podobno kot nekdo, ki dela na kakšnem takem mestu, ne vem, da bom zelo konkreten, ne, v pornografski industriji, ne moreš tam delati, ne moraš zamenjati okolje. In podobno je, recimo, da jaz ne morem nikakor živeti v izvenzakonski skupnosti in pa istočasno prejemati sveto obhajilo. Kajti to je velik greh, to je smrtni greh in v bistvu želel bi tu izkoristiti to priliko, da ljudem razložimo, o čem je v bistvu bistvo vsega tega. Namreč, ko zakonski par, ki prejme Božji blagoslov, potem, ko se združi v spolnem odnosu, je kakor, da sta ona dva znotraj svete trojice. A ne? Kajti, ko je človek, ko se popolnoma podarja drugi osebi in ona nazaj, in ko je takrat sta v Bogu in takrat sta odprta za novo življenje, a ne? In si izražata ljubezen in tako naprej. In vsi ostali spolni odnosi, kakršnikoli že, so pa izven svete trojice. Se pravi, nisem v Bogu. Če nismo v zakramentu svetega zakona. Tako, ne. Tako da zato je to velik greh, zato je to tudi nenazadnje smrtni greh. Torej to je življenje brez Božjega blagoslova? Tako, brez Božjega blagoslova, to je življenje, kako bi rekel, ja, brez Božje bližine, brez Boga samega. In kajti s tem mu jaz preprečujem, da bi on bil del mojega življenja. Kakšne posledice to prinaša za partnerja sama in za njune otroke? Ja, glejte, prvič prikrajšam si za sveto obhajilo, kar je, to je največji Božji dar. In nenazadnje pri svetem obhajilu nas Bog sam dobesedno hrani svojim telesom, svojo krvjo. On kot Bog in človek prihaja v moje telo in jaz se z njim združujem in jaz sem, ta prispodoba je morda še res najboljša, ne? Jaz takrat sem kot mladika, ki črpa hrano, ki črpa sok iz trte in na podlagi tega jaz potem lahko rojevam sadove. Če jaz sem v nekem večjem grehu, kot je recimo, kot sva zdaj izpostavila, ne, da živim v izvenzakonskem spolnem razmerju, potem jaz odpadam od te trte in ne morem črpati hrane, ne morem črpati soka. In kaj mi ta hrana, ta sok daje, torej kot mladiki iz trte? Da je v meni več miru, več veselja, več potrpljenja, več krotkosti, več samoobvladanja. In brez
torej brez črpanja, a ne, od svetega obhajila, jaz tega ne morem imeti. Ko je v nekem samostanu nek brat redovni hodil s čemrnim obrazom čez hodnike, mu je drugi dejal, pojdi k sveti spovedi, da boš spet vesel, da se ti bo obraz sprostil. Tako da še to bi tukaj dodal, ne, ko ste vprašali, kako to potem tudi vpliva na nje in na otroke. Seveda, ni, z eno besedo bova samo rekla, lahko rečeva, ni in ne more biti polnosti življenja. Ampak me to vodi v površno življenje, životarjenje. Ker ni tega soka, ni te hrane. Kako pogosto naj bi vsak vernik pristopal k zakramentu svete spovedi? Čudovito bi bilo vsaj enkrat na mesec, ko pa beremo življenjepise svetnikov, pa vidimo, da so oni pogosteje. In svetniki so tisti, katerim naj bi mi sledili in se zgledovali. Recimo Janez Pavel II, sveti, se je vsak petek spovedoval, ne? Torej enkrat tedensko. In jaz zdaj nikogar ne želim spodbujati tako pogosti, ampak nič ne škoduje. Vsaj enkrat na mesec. Navada je pa bila nekoč, denimo na prvi petek, ne? Ja, recimo, ja. Tudi v Medžugorju Marija pravi Vitkinji Mirjani, da na zemlji ni človeka, ki ne bi potreboval vsaj enkrat na mesec pristopiti k zakramentu svete spovedi. Kakor ste recimo prej lepo omenili, ne, da nekateri ljudje mislijo, da so brez greha in niti ne vejo, kaj bi povedali. Takšni ljudi ponavadi jaz, ali pa če me nekdo vpraša, kako naj odgovori, jim rečem, dajte vprašati tega človeka, ali ima vedno čiste misli. Ali ima vedno želje, ki so dobre, ki so skladne z Božjim naukom, ali stalno redno odpušča, torej vedno znova takoj, ko je prizadet, da v istem hipu se odloča, da takoj odpušča. Nikoli ne izreče kakšne besede, ki bi bila žaljiva, sramotilna in tako naprej. Skratka, že pri mislih se konča, kajti noben izmed nas nima vedno 24 ur na dan, v teden za tednom, mesec za mesecom čiste misli. Na zemlji ni popolnega svetnika, ne? Ni. Ja. Koliko je pomembno, da opravimo spoved tudi pred velikimi življenjskimi odločitvami, pred odhodom v bolnišnico, denimo, pred operacijo, ob praznovanjih, življenjskih jubilejih in tako? Zelo, še posebej kot ste rekli, pred takimi nekimi večjimi zdravstvenimi posegi, kajti ne vemo, če bomo preživeli. In to je v bistvu, lahko rečemo, pod to spada, da sem pripravljen na smrt. A ne? In ne nazadnje, ne samo, da sem pripravljen na smrt, tudi prepričan sem, da operacija lahko drugače poteka. Kajti moje telo se razbremeni. Organizem začne zopet funkcionirati, ker ga več ne stiskajo določene vezi zla. In to še kako blagodejno vpliva na samo telo in dušo in ne nazadnje tudi lahko potem na operacijo. Tako da pred temi življenjskimi odločitvami je seveda to zelo pomembno. Zakaj? Zato, ker takrat smo zopet v Bogu, smo z njim posebej združeni, povezani, in takrat tudi nam on odvzame vso to našo slepoto in gluhoto in vse tisto, kar je umazalo naše srce, da bi ga lahko videli, slišali, da bi lahko prepoznali njegove navdihe, njegove misli, skratka, ker smo čisti. Kaj pravite na to, da se človek po opravljeni sveti spovedi sam s seboj nekako ne more pomiriti, da je počel nek greh ali grehe in se sam sebi ne more odpustiti? Ta stvar je zelo, zelo popularna med verniki. Jaz moram reči, da sem šele pred kakšnim letom ali dvema poslušal nekega zelo dobrega teologa, ki mi je malo dal misliti. In sicer je rekel, poglejte, on je tako rekel, ne, jaz ne bom sodil, ali je odpuščanje sebi primerno ali neprimerno, oziroma ali je sprejemljivo ali ne, to naj vsak pri sebi. Ampak iz logičnega razmišljanja
Jezus nikjer ne govori, naj mi sebi odpuščamo. Nikjer tega ne govori. Sicer govori o ljubezni do sebe in tako naprej, ampak ne govori o odpuščanju samemu sebi. Kajti, kot ste prej omenili, nekateri gredo k spovedi, sprejmejo Božje odpuščanje in potem mislijo še, da zdaj pa morajo delati še na tem, da sami sebi odpustijo. In to bi v praksi pomenilo, kakor da jaz grem na sodišče in tam meni sodnik odpusti in mi naloži tudi kazen, kako naj zdaj to odplačam. Pri spovedi je to pokora, kako naj zdaj to popravim škodo in tako naprej. Ampak potem jaz rečem, veste kaj, gospod sodnik, jaz se z vami ne strinjam, jaz bom to še dodatno si naložil. Kajti jaz bom določil, kolikšna pokora je zame in sej po eni strani ni nič narobe, če si mi še kaj naložimo, kar dobimo, kot glede tiste pokore, ki nam jo spovednik naloži. In predvsem gre se pa, globlji razlog se pa skriva v tem, da v bistvu jaz ne verjamem, da mi Bog odpustil. Kajti ko jaz enkrat verjamem, da mi je Bog vse to odpustil, da mu res globoko zaupam, pa kdo sem jaz, da moram sebi odpuščati, kajti on je zadnja instanca. Ne le odpustil, ampak tudi izbrisal. Tako ne. In ne nazadnje, on je ustavno sodišče zame, ne jaz samemu sebi. Torej, ker v praksi to pomeni, ok, Bog je meni odpustil, on je vrhovno sodišče, zdaj moram jaz pa še na ustavno sodišče, ker jaz sem samemu sebi ustavno sodišče. Se pravi, jaz sem nad Bogom. Torej, kaj hočem povedati? Da je odpuščanje samemu sebi po mojem trenutnem razumevanju nesmiselno. Jaz sebi nikoli ne odpuščam. Torej, če smo izpolnili vse tiste 4 glavne pogoje, da je resnično, da so besede, ki jih je duhovnik izrekel ob koncu svete spovedi, odpuščeni so ti tvoji grehi, pojdi v miru, tudi izbrisani. Da človek več ne misli nanje, da se več ne vrača k temu, tej preteklosti. Sedaj je novi človek. Točno tako, In v bistvu problem ki izhaja iz tega, je pomanjkanje zaupanja. Kajti, ko jaz zaupam, da mi je vse odpuščeno, začutim tudi v telesu to razbremenitev, osvoboditev vsega tega bremena in me to lahko vodi samo v hvaležnost in v radost in zahvaljevanje k Bogu, kar je tudi eden izmed vidikov, ki nam ga ne nazadnje tudi Sveto pismo zelo daje pred oči, namreč ko je mlajši sin prejel odpuščanje grehov od svojega očeta, je potem stopil na njegovo gostijo, se pravi, se je veselil. Torej, spodbujam vernike, da bi potem, ko prejmemo odpuščanje grehov v zakramentu sprave, da bi si vzeli čas, še preden gremo izpolnjevati pokoro, da bi se Bogu zahvaljevali 3, 4, 5, 10 minut. Hvala, da si mi odpustil. Hvala, da si tako usmiljen z mano. Hvala, jaz sem ti hvaležen za to, za ono, za tretje. Skratka, ker na ta način tudi izražamo zaupanje, da mi je odpuščeno in se Bogu še dodatno globlje in globlje odpiramo in seveda njegova milost, njegova ljubezen, odpuščajoča, ozdravljajoča na ta način še bolj deluje v nas. Gospod Hari, ob koncu še ena pomembna stvar. Morda kdo, ki nas sedaj posluša že dolgo, morda leta, ni bil pri zakramentu svete spovedi, pa se sedaj čuti spodbujenega, da bi prejel ta zakrament, da bi stopil po dolgem času v spovednico. Kako mu lahko pomagate? Morda je že vse pozabil, kako se pravzaprav obnašamo v spovednici, ko stopimo in tako. Ja, jaz bi res vsakega človeka spodbudil, kajti to je res najpomembnejša ambulanta na tem svetu. Nobena zdravstvena ambulanta, nobena lekarna, nobena zdravstvena ustanova ni tako pomembna kot spovednica, kajti moramo se zavedati, da je greh oziroma zlo človekov največji in najhujši sovražnik. Ne virusi, ne bakterije, ne pomanjkanje gibanja, ne pomanjkanje uživanja biohrane. Vse to seveda tudi škoduje. Ampak, če se res hočemo znebiti našega najhujšega škodljivca, parazita, vampirja, kakorkoli že poimenujemo, najhujšega sovražnika zdravja, ne nazadnje tudi, torej greha in zla,
bi bilo dobro, ja, da se vsak odloči za to, in še posebej mi katoličani smo privilegirani, ne, ker smo krščeni, samo krščeni lahko pristopi, a ne, k zakramentu spovedi. Na začetku, ko se pride k zakramentu sprave, je zaželeno, da se pozdravi hvaljen Jezus, lahko ta pozdrav, in potem se samo pove, kdaj sem bil nazadnje pri spovedi, približno, če točno ne vem. In potem pa je že naslednji korak, da lahko povem, ali sem, ne vem, poročen, samski, niti to zdaj ni nujno, ni pogoj. In potem lahko preprosto že začnem naštevati svoje grehe, a ne. In ne nazadnje v večini cerkva so tudi tisti listki, kjer je tak kratke zloženke, oziroma majhne zloženke, kjer je tudi za izpraševanje vesti, za dobro pripravo. Ne? Za dobro pripravo. Sicer pa potem, ko začneš naštevati grehe in končaš, pravzaprav duhovnik do konca spelje potem ta obred, ne? Ti pomaga tudi, ti reče, sedaj pa se kesajte, izpovejte kesanje, ne? Da bo res tisto kesanje učinkovito. Se pravi, mora biti iz prepričanja, da si resnično kesaš, ne? Zdaj ste me ravno spomnili, jaz, ko sem šel prvič po kar nekaj letih spovedi, tudi nisem bil dobro pripravljen. Meni je prijatelj povedal, kako naj se obnašam, in on mi je pomagal pri izpraševanju vesti, sva skupaj, ne, se spomnim, da sem si zapisoval grehe, ker jaz nisem bil nič poučen. No in ravno pater Silvin, ki ste ga na začetku omenili v Ljubljani pri frančiškanih, je spovedoval, ko je videl, da sem jaz mlad fant, ne, da nisem dovolj dobro poučen, da ne znam niti molitve kesanja, na koncu je odprl tista vratca in rekel, bova skupaj izvolila volitev kesanja, ne. Moj Bog, žal mi je, ne, da sem grešil. Tako da noben naj ne bo prestrašen, obremenjen, tudi če nič ne zna tega bova rekla, tega procesa oziroma na narekovajih protokola, lahko preprosto pocuka duhovnika za rokav in samo reče, da bi se želel spovedati in tudi brez hvaljen Jezus oziroma brez pozdrava. Spoved v glavnem je veljavna, ko so grehi izpovedani, ko jih obžalujemo, ko trdno sklenemo, da se bomo borili proti tem nagnjenjem in da jih ne želimo več počenjati, ne pa vse ostalo. Pravzaprav je to eden najbolj srečnih trenutkov v človekovem življenju, ko se na tak način sreča s svojim Bogom in mu Bog odpusti in izbriše vso njegovo krivdo, ne? Tako. Moralo bi biti, no. Oziroma vsak, ki je zares iskren in ki ima v sebi željo in hrepenenje in ki res prizna, doživlja to radost. Enkrat bolj, drugič manj, vedno pa doživlja ta mir in to spokojnost, kajti sad sprave je vedno mir. In to je globoko, temeljno ozdravljenje in osvoboditev pravzaprav za vsakega, ki prejme zakrament svete pokore, svete spovedi, ne? Tako, ja. Kar se me je danes precej dotaknilo, je to, da pravzaprav meril za to, kaj je greh, si ne moremo ljudje sami postavljati, ampak jih je postavil Bog, se pravi v svoji besedi, v 10 zapovedih ste rekli, v blagrih, v 7 glavnih grehih, tako, drage gledalke in gledalci, po Božji besedi torej moramo uravnavati svojo vest, da se bomo znali pravilno spovedati in da se bomo zavedali, kaj je greh. To je duhovna rana v vsakem od nas. In če hočemo biti ozdravljeni, moramo redno pristopati k zakramentu svete spovedi. Vsaj enkrat mesečno. Najlepša hvala, gospod magister Boštjan Hari, spet kdaj na našem programu. Hvala pa tudi vam, drage gledalke in gledalci, in ob koncu še spodbuda, sprejmite torej to ozdravljajočo Božjo ljubezen, ki vam želi odpustiti in izbrisati vašo krivdo. To je ta Božji čudež.